Ker pravim jaz tej svoji bolezni, da je to prekletstvo in blagoslov. Ne? Blagoslov zato, ker počnem to, kar danes počnem, mogoče tega ne bi in bi bil v drugem športu. Prekletstvo pa zato, ker sem fizično omejen. In tam, ko sem prvo logarsko odtekel, sem vedel, da je to zame. Ja. Nimam strahu, ko se postavim na štartno črto, ne. Ampak vem, da v nekem trenutku bom prišel do tega, da v bistvu bom cenil to, kar imam v vsakdanjem življenju. Ne. V bistvu ponižnosti me je naučil. Za enega največjih dosežkov, ki sem ga dosegel, in to, kar mi je tek dal, je to, da sem svojo hčerko navdušil za tek. V bistvu je stala na kontrolni točki in je spremljala luči. In vse lučke so šle naravnost, samo moja je migala levo, desno. Ker v tistem trenutku sem hodil in ko hodim, mi zgornji del trupa miga levo, desno. Spoštovani in cenjene, 98. je tale epizoda podcasta Zagret za tek, kdo bi si mislil. In vi še niste naročeni, ne moram verjeti, tamle spodaj je tisti rdeč gumb, subscribe, tako da naročite se na tale podcast, če še niste. Imate 5 sekund, vam vzame, zdajle bom toliko časa govoril, da ne boste nič zamudili. Če ste že naročili majico, če še niste, tudi lahko še dobite majico, si danes že tekel, lahko donirate tale podcast, sem hvaležen že vnaprej. Vsekakor bom pa vesel, če boste tole epizodo ne samo poslušali, pač pa tudi komentirali in delili naokrog po socialnih omrežjih. Danes je z mano namreč prav poseben gost, eden najbolj nasmejanih in srčnih tekačev tam zunaj, dame in gospodje, z mano je Dejan Špoljarič. Dejan, živijo! Živijo. Kako si, Dejan? V redu. Malo ne naspan, kot vedno, ampak to je zame že normala. Ne? Vedno ne naspan, vedno pripravljen, sicer zdaj sledi ključno vprašanje, si danes že tekel? Ja, seveda. Kot spremljevalc podcasta sem vedel, da bo to vprašanje sledilo. Ne? In sem, svojo dozo teka za dan že zaužil. Super. Sem te motiviral zdaj, očitno moram še komu naprej povedati, da ga bom intervjujal, pa ga pa tudi ne samo zato, da bo šel teč, ne hecam se. V nočnih še kar delaš, pred temle pogovorom sva malo govorila, da si že kar nekaj časa nočna ptica, vsaj kar se šihta tiče. Ja, v delu delam že skupno 20 let, in več ali manj tudi skozi nočno, tako da počasi imam že dovolj te nočne, ampak se je zdaj malo v bistvu olajšalo. Prej sem znal tudi do 6 zjutraj delati, zdaj pa končam ob 2 zjutraj, kar je velika prednost in mi večji del noči ostane za spanje, kar prej ni bilo tako. Ne? Je težko prilagoditi bioritem recimo na ta nočni šiht, pa potem spat na način čez dan, zjutraj ali pa nekdaj, kako pa noter preneseš vse tiste ure, nekje jih moraš? V bistvu, je težava obrniti nazaj na dnevno. To se mi med dopustom, imam težave, rabim vsaj 10 dni, da obrnem ritem in da začnem hoditi normalno ob 10 spat. Pol se pa tudi za nazaj pojavi težava, ne. Imam tudi kar en teden težavo, da pridem nazaj v nočni ritem. In zdaj, tudi ko pridem domov ob 2, pred 5 zjutraj ne zaspim. Ne? Moram biti res utrujen, da bi me prej zmanjkalo. Tako da je pa pol kvaliteta spanca toliko slabša. Zdaj že ptički žvrgolijo, smeti odvažajo smetarji, v bloku je vrtanje, prenavljanje, tako da vedno me kaj motne. Boš rekel, da potem, ko prideš z nočnega šihta, greš rajš kar teč, ker spat tako ne moreš? Ja, v bistvu je res, ne.
Pa v poletnih dneh prav paše ta temperatura, tako da polet še najraje tečem po noč. Tudi po zimi, ampak manj. Pa srečaš še kakšnega sotrpina na nočnih ljubljanskih cestah? Tekača zelo redko. Znal sem že zajca srečati, ja. Če sem šel tudi gor proti PST-ju, ampak ni nas veliko, ki po noči tečemo. Tako da. No ja, Borisa Ivanoviča Zajca imam tudi še na listi za intervju, tako da bo eden prihodnjih oddaj gost, pa ga bom povprašal, koliko je on tebe srečal, ja, pa kako se, če imate kakšen poseben nočni pozdrav, pol, ja, tekaški, ultraški mogoče, ampak, evo, let sva razdebila, zdaj pa, kot ponavadi, če dovoliš, da je par stavkov o tebi, ki sem si jih izpisal, pa me seveda potem popravi, ker moče sem kaj izpustil, ali pa kaj povedal preč pesniško, namreč Dejan Špolarič, moj današnji gost, je res nekaj posebnega, 40-letnik je mož in oče 3 otrok, kot veste, zdaj že dela večinoma v nočnih, 20 let že na delu, sicer je pa 12 let ali več že zagrizen tekač. Ima pa zaradi otroške paralize prirojeno napako desne noge, a ga to ni oviralo, da ne bi postal ne samo maratonec, pač pa tudi ultramaratonec. Večkratni udeleženec Ljubljanskega maratona, ultramaratona Celje Logarska, ultramaratona Sladkih 6 in ostalih slovenskih ultrapreizkušanj, je uspešno nastopil tudi na 100 mil Istre in odtekel 100 km kljub, kot sam pravi, 30 padcem. Tekel tudi na znamenitem 33 padcem. Evo, tekel tudi na znamenitem ultrabalatonu in odtekel več kot 130 km. Njegova volja je neverjetna, njegov duh nezlomljiv, njegovi ultratekaški plani pa spoštovanja vredni. Evo, kaj sem še pozabil, da je? Zdaj bi samo popravil za diagnozo. Jaz sem tudi mislil do pred kratkim, da v bistvu imam otroško paralizo. Prava diagnoza je cerebralna paraliza. Ker trenutno v bistvu urejam, glede na diagnozo, beneficiran staž, kar sem zvedel tudi pred kratkim, in če to rata, bo odlično, ne. Ker pravim jaz tej svoji bolezni, da je to prekletstvo in blagoslov, ne. Blagoslov zato, ker počnem to, kar danes počnem, mogoče tega ne bi in bi bil v drugem športu. Prekletstvo pa zato, ker sem fizično omejen, ne glede na vse. Ker kakor sem ti že rekel, jaz se rad postavim v bok ostalim in se nimam za nič posebenega, ampak vseeno me to na nek način omejuje, ne. In ko sem po noči zdaj tekel, sem razmišljal, kam bo ta pogovor peljal. Pa ne samo v tek, ampak v bistvu sem rekel, kaj me razlikuje od drugih tekačev, ne. Mentalno nič, ker z možgani je na srečo vse v redu, zato je tudi to blagoslov, ta bolezen mi je prinesla samo fizično omejitev, ne. In me razlikuje od drugih tekačev ne to, da nisem vztrajen kot drugi, ampak to, da je ta desna noga posledično slabša, atrofirana, živc je mrtev v palcu in z nogo drsam, toptam in jo vlečem. Tudi navzgor, ko dvignem nogo, povlečem z copatom in dejansko uničam desni copat v zelo malo kilometrih, ne. Prihajal sem v cilj tekov v Logarski, recimo pa v Svetem Martinu na Muri, sem prišel v tek z luknjo v copatu in luknjo v nogavici, tako da sem imel tudi krvave prste od spodaj. In to je tisto, kar me najbolj razlikuje od ostalih, ne. Zdaj, če zdaj posluša kakršenkoli spremljevalec tekaške obutve, ja, pa mu ostaja v desni, ja, koliko ste rekel številka? 47, 1/3. 1/4 desni copat se išče veliko količino teh, ja, Dejan Špolarič bo vse porabil, stestiral, dal se je pa tudi recenzijo, pa povedal, kateri so dobri. Recimo, evo, če kdo tole posluša, zapišite si, vendarle, evo, koliko copatov, ravno zaradi tega pa potem porabiš na leto, evo, če si že to omenil. Ja, zdaj bom tako rekel. Od začetka tekaške kariere, tam, ko sem začel leta 2009, sem kupoval
znamke višjega cenovnega razreda, mislim višjega. Copat me je stal 100 evrov in več, ne. Zdržal me je pa, mislim, da sem imel rekord 550 kilometrov z Mizunom, Asics Mann pa Saucony. Pa Brooks sem tudi veliko sprobaval, so mi pasali zaradi širine. Trenutno zadnje 2-3 leta pa tečem v copatih iz Decathlona, ker so cenovno so ugodni, 25 evrov je par, zdrži me 250 do 300 kilometrov, matematika je pa preprosta pol. Tako da vsaj 5-6 parov po tamalem zamenjam. Bravo, mislim. Evo, zdaj si lahko zračunal, koliko da je na let preteče. Pa če ga boste srečali v Decathlonu, veste, po kaj je prišel. Ja, točno. Ja, po tekaške copate, spet še ene. Zdaj, ja, lepo si prej nekaj iztočnic natrosil. Cerebralna paraliza je kar diagnoza, ki ti je zaznamovala od rojstva naprej, jasno. Povej mi, kako si pa v otroštvu, mladosti handlal s to boleznijo? Si se že takrat ukvarjal s kakšnim športom ali zaradi recimo svoje omejitve niti ne? Kako je to izgledalo, ko si bil mulc? Željo sem vedno imel, pa tudi po borilnih športih, ampak zaradi slabe gibljivosti in ravnotežja borilni športi niso prišli v poštev. Sem pa v bistvu kot mlad začel košarko igrati na teh lokalnih igriščih, ne. In sem se več ali manj s tem ukvarjal. Čisto ljubiteljsko, treniral nisem nikoli, ker bi tudi zaostajal preveč, tudi odriv me je vedno basil. Tako da ja, samo ljubiteljsko košarko. Bom pa rekel, v šoli sem vedno rad tekel. Ampak v osnovni šoli je bilo tako, jaz kot mlad sem velikokrat padel. Ko sem začel teči, med samim tekom mi je desno stopalo mi je v bistvu kar prekinitev je ratala, živc je, ne vem, ali je takrat še delo, ali je to odmeral in sem znal kar na lepem past vmes. Tako da, tudi ko smo tekli na 60 metrov, nisem bil nikoli zadnji, razen če nisem padel. Sem bil na repu, mogoče od 10 pantov, 8, 9. Na 600 metrov sem bil pa že malo boljši. Pa v srednji šoli, ko smo začeli kuparja teči, tam sem pa že videl, da mi te daljše razdalje bolj odgovarjajo, ker nisem imel hitrosti, sem imel pa vztrajnost. Ne. Ampak tek si pa zares odkril, si rekel, v bistvu šele odrasti dobi, imel si že v bistvu družino, pa eno hčerko si imel, ja. Hčerko si že imel lano, ampak nek poseben dogodek v življenju te je pa tudi v ta tek potisnil baje. Ja, v bistvu je bilo tako, da je oče zbolel za rakom, in sem glede na to, da sem delal nočno, da imam slabo kvaliteto spanca, neredne obroke, sem rekel, da moram nekaj za zdravje narediti. In je bil tek nekako logična rešitev, ne? Ker je najlažji, najcenej. In sem začel teči po malem, Ljubljanski maraton je bil prvi cilj, 10, pa se je pa ostalo začelo odvijati. Ne. Imel sem pa v bistvu na delu, je takrat delal Tomaž Kristavčnik, rad mu rečem moj mentor, ne. Me je pa v bistvu s svojimi zgodbami navduševal, pa mi odpiral svet ultrateka, ne. In je v bistvu prvi, ki me je sploh spoznal z tekači, kot ste vi, ne. Saj sva se že pogovarjala, v bistvu me je odpeljal na tvojo prireditev, moje prvo srečanje z zanesenjaki, ne. In od takrat sem not. Ne grem več ven, to je to. Ja, Tomaž Kristavčnik, Kristi, ja, vsi ga poznamo, on te je pripeljal na Bled, takrat smo imeli 10 krogov okrog jezera in poseben izziv. Ja, za tiste, ki so recimo si želeli poskusiti v enem takem malo daljšem teku, pa si drugje tega niso prvoščili, pri nas je to šlo. Tega je zdaj že ducat let od takrat. Ampak, ko si ti začenjal, to me zanima, teč, najbrž so te okolice spodbujala ali te je kdo tudi odvračal od tega, ravno zaradi, rekel, tvojega hendikepa, ti je kdo rekel, joj, Dejan, sam škodo si boš naredil, ne tega početi, to ni v redu ali pa kaj podobnega. V bistvu konkretno v takem smislu ne. Sem pa
na teh masovnih prireditvah doživel, da so mi tekači, spomnim se, mislim, da sem prvi maraton v Radencih tekel, me je ena tekačica dohitela in mi je rekla, da si bom s takim načinom teka z mojo tehniko uničil kolena. Ne? Na kar sem ji odgovoril, da pač je to moja normala in da zaradi svojega hendikepa imam tako tehniko in da kolena ne trpijo. Ne? Čeprav je videti drugače, oziroma tudi slišati, ne? Ker vsak, ki je tekel z mano, me za sabo sliši, ne? In se ponavadi tudi obrne, da vidi v bistvu, zakaj tak zvok prehaja. Ne? Tako da, če sem hitrejši od koga, pa ga bom prehitel, se sigurno obrne. Ja. Napadalec, Dejan prihaja, vam diha za ovratnik, to ga boste sigurno slišali, pa ne po dihanju, po tehniki teka. Ampak vseeno, a si imel mogoče sam, daj kakšne zadrege, zadržke glede tega, da ne moreš tako teči, kot bi si želel, pa najbrž te to ni odvračalo od teka ali pač, čist ko me zanima, kot tvoj pogled, ko si se primerjal recimo z drugimi, pa si rekel, hudiča, mogoče pa to ni zame. Bom rekel tako, sprašujem se, kaj bi bilo, če bi bil čist zdrav, dokam bi prišel, kaj bi lahko dosegel. Ampak tega ne bo in tukaj je samo tisto, kaj bi, če bi. Bom pa rekel, jaz sem v mladosti, zgodnji mladosti sem bil podvržen tem operacijam in sem bil pol tudi na rehabilitaciji na zavodu v Soči. In sem že v mladosti bil v stiku z invalidi drugačnimi in mi je v bistvu to normalno. Neko sočutje sem razvil, po drugi strani pa vem, kaj vsi doživljamo od zunaj in kakšni pogledi padejo, ko te vidijo ljudje. Jaz bom rekel, med tekom se ta moja napaka manj opazi kot med hojo. Kot otrok sem pa, ko sem hodil v šolo, sem bil podvržen temu, da so me otroci gledali, so me oponašali, so me zafrkavali. Bom rekel, da sem dobil nekako debelo kožo na to in tudi danes med tekom, ko me gledajo in ko moja hčerka z mano teče, mi je rekla, a te nič ne moti, da te gledajo na tak način, je moj odgovor ne. Počnem to zaradi sebe, ne zaradi drugih. Vem, da si škode v 12-13 letih si nisem naredil konkretno, nobene tekaške poškodbe nisem imel resne, razen kakega vnetja ahilove tetive začetka, kar je prineslo itak preforsiranje, ampak sklepi, kolki, kolena, gležnji so celi in zdravi, ne glede na razdalje. Se še vrneva k tem tudi impaktu, ki ga imaš recimo na okolico, da me bolj zanima, šel si na 10 v Ljubljano, to si pač odkljukal, je bil maraton potem logično nadaljevanje, zdaj moram pa poskusiti iti še korak naprej, je bilo to že v tvoji naravi, si rekel, ta prvo 10, pa da vidimo, ali kako? Ja, ko sem odtekel 10, sem se začel spogledovati z maratonom, ampak sem rekel, ne bom prehiteval, grem odlaufati 21 in sem šel naslednje leto takoj v Sežano, na kar sem se vrnil tja še 2-krat, se mi zdi. No, potem je pa sledil tudi Ljubljanski maraton. In moram reči, za prvi poskus je šel zelo dober, 4 ure 13 minut, kar je zame bil svetovni čas, tako da odkljukal sem ga, bil sem vesel, sem pa pol rabil kar nekaj časa, da sem ta čas popravil. Ampak, povej mi, Roši, zelo hiter si napredoval, jasno, v teku si ta prva. Kako si se počutil na tem, ko si tam videl zdaj ciljno črto, rekel si podstavil maraton, je bilo to emocionalno, si se posebej vriskal samo sebi, si vriskal na ven, kako je to izgledalo, to me zanima. Ja, vriskal nisem, moram pa priznati, da so mi stopile solze v oči, pa skoraj vsakič mi še vedno, ker maraton je še vedno disciplina, ki je
za njo potrebnem veliko truda, ne glede na to, a si zdrav, a nisi, in je vsak zgodba zase. Ne. Tako da, ja, maraton, kocine mi grejo po konj, samo misli na maraton. Tako da, ja, maraton je res kraljevska disciplina, drži. In, ko si enkrat postal, bom rekel, polnokrvni maratonc, kako je pa zdaj, rekel, okolica, ki morda prej ni čisto verjela v to, da ti bo uspelo, gledala nate. Zdaj si jim pa dokazal, da zmoreš še bistveno več kot običajni smrtniki. No? A si vendarle, so te kdo potrepljal po rami, rekel, svaka čast, stari. Nisem verjel, ampak zdaj si pa pokazal, kaj imaš. Samo to, da ne bi verjel, ne, ampak ja, sem pa dobil neko odobravanje iz te tekaške družbe. Tudi v službi sem imel šefa, ki je tekel in je v bistvu on tudi na nek način motiviral, ker sva se pogovarjala, kdo je šel trenirati, kdo ni. Tako da, ja, tam sem nekako dobil odobravanje, ampak v bistvu najbolj mi je pomenilo to, da sem sam videl, da zmorem. Ne. Nikoli nisem iskal nekako potrditve drugje. K za vse. Ne. To mi je pa pomenilo, da sem jaz naredil in večinoma tečem vedno sam. Ne. Razen zdaj, ko je moja hčerka že toliko velika, tečeva dosti skupaj, ampak rad sem sam sabo. Tako da. Ampak, maraton se ni šala, ne, to vsak, ki se ga lotil, ve. Se spomniš morda, koliko in kako si treniral za svoj prvi maraton? Ne? Si imel kakšen poseben protokol, plan, a si šel bolj po občutku? Ne, jaz v bistvu se planov nikoli nisem držal. Ker spet bom rekel tako, moje fizične omejitve, verjetno mi na ta stopnjevanja, zdaj bom rekel, po 12 letih sem mogoče zmožen tempa 4:30, zdaj pa, da bi kaj več od sebe dal. Bom rekel, prvi in glavni razlog je to, da ko se mi noge s tako brzino vrtijo, se mi zdi, da če bi hitreje vrtel, bi izval kako poškodbo. Ne. In zato se tudi nekih hudih stopnjevanj pa šprintov nekako ne odločam se za njih. Ne. Čisto iz preventive in iz tega, ker poslušam svoje telo. Ne. Tako da sama brzina mi nikoli ni bila pomembna. Imam željo teči maraton pod 4 ure in verjamem, da mi bo to uspelo. Ne. Bil sem že zelo blizu 4 ure pa 3 minute, ampak ja, to je nek cilj, ki drži na maratonu. Ne. Je pa zanimivo, da lažje pretečem maraton, ko tečem na daljše razdalje, z manj težavami, ne. Ker verjetno psihična bariera se pomakne naprej in je to, ne. Prav, boš zdaj maratone, osebne rekorde na maratonih dosegel na 100, pa je, tudi to je verjetno. Tako, ja, tam začneš 5:30, pa to, ne, pa sam še pojačaš. No, če sem že pri tem običajnemu smrtniku tekaču, je bistveno dovolj, da enkrat doseže maratonsko razdaljo, morajo morda še kdaj ponovi. Ampak ti si pa dokaj hitro potem vrgel še malo naprej in si že, mislim, da že kar naslednje leto pojavil na štartu ultramaratona Celje-Logarska dolina, ki je bil dolg 75 km. Kaj te je pa zdaj vleklo še naprej od maratona? No, glavni krivc za to je spet Kristi, ne. Sam je rekel, pejt, limit je ok, to boš zmogel. Jaz sem pa kot zvest učenc sem mu sledil, ne. In tam, ja, ko sem prvo Logarsko odtekel, sem vedel, da je to zame, ja. Si se našel pač s tem, ja. Čeprav sem se na prvi Logarski uspel tudi zgubiti, ne. Kar je zanimivo, ne. Po moje to ni ratal še noben. Jaz sem zavil v Logarski pred zadnjim odcepom, preden zavije, sem videl tablo in sem zavil na neko makadamsko pot, ne. Ki je zavila hiter v strm hrib, ampak jaz sem vztrajal kar nekaj časa, še tako da sem zgubil skoraj 1 uro s tem, ko sem rinil gor pa nazaj dol. Dan prej je bil močen dež, tako da sem
tudi po blatu gazil. Potem sem pa ugotovil, da to ne bo to in sem se vrnil. Ja. V cilju me je čakal sicer takrat Ata Janez, ker smo šli družno z Mihatom Markovičem, s Kristijem pa z Janezom in je bil že zaskrbljen, ker sem se bližal tudi ciljnemu limitu. Tako da potem sem mu povedal, da je vse ok. Da si šel malo na Koroško stran pogledati še. Ja. Tam so že malo zavijali, pa sem še rajš nazaj. Ampak pol naslednja leta sem pa popravil rezultate in se nisem več zgubil na srečo. Kolikokrat si bil na tem super maratonu? Ja, v bistvu sem bil 6-krat z enim odstopom. Eno leto sem odstopil zaradi bolečin v križu, išjas me zagrabil, tako da sem tisto leto prelezel do 60 kilometra. Žena me je pobrala, tako da ja, 5 zaključenih, pa en je bil končan na 60 kilometru. No, kdorkoli, zdaj tega maratona, ultramaratona ni več, letos ne bi bila neka različica v kontrasmer, bomo videli, kaj so iz tega izcimali. No, kdor ga je tekel, ve, da je ta proga scela pa čez Mozirje, čez Savinjsko gor do Logarske, kar skozi malo napeta, kar zahteva pač dovolj psihofizične moči. Kako si pa ti pač doživljal te, rekel, kar napete klance, pa prideš na Logarsko, na rampo, pol je pa še 3 kilometre. Bom rekel tako, odvisno od leta do leta. Ko sem bil najbolj pripravljen, sem užival celo progo. Tista slabša leta sem pa nekako do Mozirja vedno imel, v bistvu sem v Mozirju zaživel, ker do Mozirja se teče ob Savinji. In tam so korenine, ozka pot, tam sem nanizal kar nekaj padcev čez vsa leta. Ponavadi sem mogel biti tam najbolj, bom rekel, skoncentriran. Ker čim proga ni čist ravna, to od mene terja večjo koncentracijo in posledično tudi večjo porabo moči, ker moram noge višje dvigovati. Tako da nekako od Mozirja naprej mi je proga bolj všeč, ampak tam se pa začne vzpenjati. In pol se upade eno z drugim. Tečem sicer z manj napora, ampak sem že bolj zmatran in ja, definitivno sem kakšne klance prehodil. Tukaj, ko se pa zadnji 3 kilometri začnejo, me pa ne glede na to, da sem utrujen, me ponese in pol začnem spet teči. Tako da ja, Logarska je škoda, da je ni več. Ja, se morda se kdaj še vrne, spet na tekaški koledar, kaj pa veš, dirka je bila res nekaj posebnega. Tebi je dala dodatnega zagona očitno, da si bil potem kar standarden gost na ostalih slovenskih ultra preditvah. Na For Maratonu te je bilo srečati, na Sladkih 6, ne vem, kam si še hodil. Si bil, potem si se najdel v tem Zagreb, Čazma. Karpak, tako. Si najdel nekaj posebenega prav v teh ultrah in potem si kar hodil od ene druge. Ja, v bistvu moram reči, da velik del je tukaj sploh tekaška družba ultraška, tako da druženje. Meni osebno so krožne tekme bolj všeč zaradi druženja in tega, da sem lahko v stiku tudi z najboljšimi, ker tekme od A do B, kot je Čazma, Celje, Logarska, tam sem sam, tam ostanem na repu in sem sam s sabo. Tukaj na krožnih tekmah se pa družim lahko z drugimi, odtečem tudi kak krog v njihovem tempu, tako da ja, krožne tekme so zame definitivno tiste, ki mi prinašajo največ veselja. Imaš mogoče v Sloveniji kakšno, poleg že omenjenih ljuboti, za ultramaratonsko dirko, kjer si bil še vsakič ali pa kamor res najraješ zahajaš? Ja, For Maraton je definitivno bila oziroma je ena izmed takih. Letos je bila udeležba sicer malo bolj boga, ampak ja, sam Tivoli pa kulisa je
svetovna družba, še boljša. 8 ur je lihta prava dolžina, da narediš neko razdaljo, ki bi jo želel. Tako da iz Tivolija imam osebni rekord na 8 ur 67 kilometrov, kar ni malo, tudi tam se nekaj višincev nabere. Ne. Ja, zdaj pa je prišla nova krožna tekma, ki se jo veselim, ne, in to je Kranj. Ja, bo še kakšno rekla v Kranju na koncu, ja, v 12-urnem teku, ki prihaja ta prvi pravi poletni vikend, evo, pa da vidimo, to bo kar ena poslastica za ultraše. Ti mi povej, prosim, Dejan, za maraton si pač treniral kar nekaj, ampak zdaj pa za ultre si pa mogel malo pojačati, ali kako. Koliko treniraš pravzaprav? Koliko kilometrov obrneš na leto, na mesec, na teden, na vse zadnje, da se pripraviš recimo za vse te svoje kar zahtevne podvige? Tukaj bojo pa ta pravi tekači rekli, da je za take podvige to, kar jaz počnem, veliko premalo. Moja nekako povprečna kilometrina od začetek tekaških let je bila 100 kilometrov na mesec. In v bistvu nisem nikoli presegel te dolžine, razen leta 2014 in 2015, ko sem se pripravljal na ultrabalaton. Takrat mislim, da sem imel največ v mesecu 160 kilometrov, kar je zelo malo za te razdalje, to je meni jasno. Ne. Ampak drugi faktor, ki ga ne vejo, je pa to, da jaz v službi dnevno prehodim vsaj 10 kilometrov. Nimam sedeče službe, kar je verjetno največja sreča zame kot takega, ker če bi imel sedečo službo, bi po te moje težave napredovale bolj kot so. Ne? Ker tako sem pa vedno na nogah, vedno v pogonu, tudi pod obremenitvijo rinem kakšne težje košare zraven in v bistvu dela celo telo. Tako da ja, kilometre v bistvu naberam tudi v službi za hojo, pa največkrat tudi potečem kaj po ekspeditu, po hali, in ko me sodelavci gledajo, jim odvrnem, da vse to je trening. Ne. Tako da ja, dostikrat tečem do telefona, ki zazvoni, do WC-ja, nazaj proti mašini, v bistvu tekam po hali. Ja. In to je, jaz mislim, da je to prineslo zraven mojim borim tekaškim kilometrom zelo veliko. Druga stvar, ki pa je, pravijo, da je ultra v glavah, in pri meni se zgleda vse v glavi zgodi, ne glede na manjko kilometrov. Ne. Moram reči, da sem letos prvič dosegel 200 kilometrov v enem mesecu, to je bil februar, ne. Najkrajšem mesecu. Tako da ja, nekako zgleda, da prihajam v ta leta ultraška ta prava in da bo kilometrina šla tudi čez 200 kilometrov, želim si tudi 300 in bom delal na tem. In vse več časa bom imel, ker otroci odraščajo, tako da ja, nisem še rekel zadnje po kilometrini. Ne. V bistvu si zdaj napovedal še, ravno pravo, si pravijo, da se pri 40 še let začne, dejansko prava ultraška leta, tekaška, tako da ti si začel še kilometre jačati, ne. Mislim, pripravite se, balatoni, špartatloni, vsi ostali, da je Špolarič prihaja. Eno zabeležko sem se še videl na tvoji ultramaratonski statistiki, to je 100 mil Istre. 100 mil Istre, v kateri smo že veliko govorili v tem podcastu, tudi gostje, smo govorili o marsičem, kako je zahteven teren, kako je zahteven prečati to čez noč, kako je to v vremenu še težje, o halucinacijah sem poslušal in podobno. No, zdaj mi ti povej, 100 mil Istre, pa zdaj ni več neka lepa asfaltna potka, pa 100-kilometrska razdalja, ki si jo lotil v tistem terenu zgleda. Meni se zdi tako straho spoštovanja vredna, ampak ti si tega lotil dokaj kmalu na začetku svoje ultraške kariere. Kako pa, a je bil spet Kristi tisti, ali kaj te pa bo leklo tja dol? Ja, Kristi vsekakor je bil faktor, tukaj je bil pa še en gospod, ki me je prepričal to, Leon Grenko, ne. Grenki? Ja. In smo šli v bistvu
V bistvu smo bili klapa 4, ker smo se spravili v to in smo šli skupaj Tilen, Grenko, Simon Benkič, pa jaz, ja. In smo rekli, da gremo, sicer je bila to prva izvedba, ne, ki je šla v kontrasmeri, kot gre zdaj. Pa limit je bil nastavljen spet dosti široko, da smo nekako vedeli, da bom tudi jaz to lahko dosegel, ne. In ja, ta Istra je ostala v mojem spominu za vedno. Ne bom več rekel, da na noben trail ne bom šel, ampak definitivno ne na tako dolžino. Bom šel na kak krajši trail, lih zaradi terena, ki v bistvu mi ne dela nobene usluge, ne. In jaz mislim, da če bi se spravil na daljše razdalje, da bi se pripeljal do tega, da bi se poškodoval. Verjetno bi pri daljših razdaljah, pri utrujenosti padel na tak način, da bi se kaj zlomil, tega si pa ne želim. Rad bi neprekinjeno tekel. Tako da ja, moram povedati, da za to Istro, ko smo se zjutraj v Buzetu dobili na štartu, so tisti trenutek pretekli mimo lih 100 miljaši, ne, in smo se družno spravili na pot naprej z Abdakovičem, s Kristijem, z Boštarjem, z Natalijo. Tako da smo v bistvu kar velik del prve poti, prvih 100 kilometrov pretekli z njimi, s Klemnom pa z Natalijo smo pa ostali, mislim, da 60 ali 70 kilometrov skupaj, ne. Tako da tam sem prvič Klemna spoznal, Natalijo, pa te Korošce ostale, tako da, ja. Ko bom rekel zdaj, kar se tistih padcev tiče, ne, da navežem zgodbo. 33, ko smo se dvignili nad tisto progo v Buzetu, smo zastavili kar lep tempo in ko se je ta teren začel kazati v svoji najboljši luči, sem jaz prvič padel, ne. In ko sem prvič padel, sem si rekel, ok, da je prvi padec je bil, to je bilo neizbežno, bom začel šteti padce, ne. In sem jih pridno sešteval in štel in naštel sem jih 33. Tako da v povprečju sem enkrat padel na 3 kilometre. Prišel sem, v glavnem, imel sem 2 palce s sabo, ki sem jih dobil za darilo od mojih sotekačev, mislim, da za 30. rojstni dan, ne. To so bile tiste talake italijanske palce, top zadeva, ampak ja, so se izkazale na tem terenu za zelo krhke. Tako da sem prišel v cilj s polovico ene palice. Eno sem vmes že zavrgel, ampak ja, prinesel sem jo v cilj kot suvenir, ne. Zdaj se najbrž, ko gledaš nazaj, ne, zdijo se zadeve kar malo hecne, ne, tudi zdaj, ko se pogovarjam, ampak na samem v praksi takrat to je cel dan, pa noč, pa ne vem, kakšno bilo vreme. To pa ni bilo hecen. Kdaj si vmes rekel, kaj mi tega treba, jaz grem ven dosti imam? Ne, enkrat. V bistvu sem prišel med tekom v fazo, kjer sem se hotel usesti ob rob in se zjokati in nehati. Tam smo plačevali v bistvu velik davek na neizkušenost, vsi 4. V bistvu smo si za tranzicijo pripravili obleke čisto narobe. V bistvu smo računali, da bomo veliko hitrejši, tempo je pa v bistvu bil toliko počasen, da smo na tranzicijo, kjer smo si spakirali kratka oblačila, prišli v noč, na Učki je bil sneg, tako da sem šel na Učko v kratkih oblačilih. Potem pa zjutraj, ko je bilo toplo, smo imeli na tranziciji v Labinu dolga oblačila. Tako da sem v Labinu sem se mogel preobleči v suha oblačila, ampak v dolga. In me je v bistvu, potem mi je bilo vroče. Po noči me je zeblo, čez dan mi je bilo pa vroče, ker nisem imel dosti pakiranih oblačil, nisem imel v bistvu na tranzicijah pravih oblačil. In v Labinu nam je, oziroma pol v cilju, nam je Mitja Glešič dal dober nasvet. Spakirajte raj preveč drugič, pa vse vrste oblačil. Tako da ja, če se bom kdaj še lotil, ne,
zdaj imam to izkušnjo. Dolga, kratka oblačila, vsaj tri v bistvu komplete, tako da ja. Nore lekcije, no, mislim, kaj si se še odlično zdaj, še meni si dal pač par istočič, se kdaj, Bog pomagi, ne, lotim česa podobnega, to so čisto uporabne, praktične zadevščine. Kaj si se še naučil iz teh svojih, rekel, ne sam trailov, pa ultra kot takih, no, sigurno si dobil kakšne lekcije življenjske nasploh, ali pa tudi tekaške, ki jih drugače morda sploh ne bi mogel osvojiti. Ja, v bistvu spet sem danes ponoči med tekom razmišljal, kaj mi je to prineslo. V bistvu, ko se spravim do tega položaja, da sem že zelo načet pa bogi, v bistvu čutim eno veliko ponižanje in začutim, koliko sem majhen, koliko v bistvu ne glede na ves trening, ki sem ga vložil, pridem do trenutka, ko rečem, ok, premalo sem treniral, premalo sem naredil, zelo sem v bistvu ranljiv za vse drugo, kar se dogaja, čeprav v bistvu sem dosti močen. Ne. Mentalno sem močen, ampak fizično, telesno pa po moje se nikoli ne moremo pripraviti v taki meri, da bi oddelali nekaj, da ne bi prišel do tega trenutka, da bi rekel, ok, toliko sem majhen, lahko se zgodi karkoli. In zato vse teke, tudi maratone, jemljem še vedno strahom spoštovanjem. Ne. Čeprav nimam strahu, ko se postavim na štartno črto, ne. Ampak vem, da v nekem trenutku bom prišel do tega, da si bom cenil to, kar imam v vsakdanjem življenju. Ne. V bistvu ponižnosti me je naučil, cenim v bistvu svoje zdravje, cenim družino, ki jo imam, ki me podpira in vem, da v bistvu sem bogat človek, ne glede na vse. Ne. In to je ultra zame. Kako lepo povedano, dragi Dan, res, v tem, ko si zdaj govoril, mi je prišlo na misel, jaz sem tudi začel teči maratone, predvsem zaradi tega, da sem svoj ego začel krotiti, da sem videl tam na 35, kako hudičevo ponižen moraš biti, sam do sebe, do svojega telesa, kako premagovati stvari, kako malo je treba v bistvu, da si zadovoljen s tem, kar si, pa kar počneš. Tako da tole, kar si zdaj povedal, je čudovita lekcija. No in včeraj sem gledal tvoj video, če so v Ljubljanskem maratonu, o katerem sem že govorila, ko si potem, ko je odštevalo sekunde do 5 ur, si praktično poletel v cilj, vrgel si se v cilj, rekel si, moje življenje je tako zaznamovano s padci. To je bil tak lep primer. V bistvu nisem poletel, padec ni bil nameren. Okay. Padec je bil v bistvu zaradi ponjave, zaradi merilne tiste. S to desno nogo sem tako dol preletel, da sem zadev v ponjavo in sem padel. In reševalc, ki me je prišel pobirati, me je vprašal, če sem padel namerno. Verjetno si je mislil, na videu je bilo videti, kot da sem se vrgel v cilj. Ne, ni bilo planirano, padel sem, Zajc me vedno rad na ta padec spomne. Je pa en izmed mnogih padcev, tako da ja. Ja, ampak še vsakič, ko si padal, si se tudi pobral, še več kot to, stekel naprej. Maratoni so kar nekaj v teku, moče si, glede na to, da pad se šteješ med stotkami, imaš moče tudi maratone preštete, koliko si jih odtekel? Ja, v bistvu sem štel maratonov, imam manj kot supermaratonov, oziroma ultra, če jim tako rečemo. S maratonov imam samo 12. Ultraških oziroma supermaratonskih zadev se je pa nabral, mislim, da sem pri številki 25. In med temi 25 je tudi nastop na eni kraljevskih ultramaratonskih tekmovanj. To je tamle čez mejo vzhodno eno veliko jezero, ki se mu reče Blatno jezero, in okrog njega vsako leto, v tem letnem času, poteka ultra balaton 212 km tek. Ponavadi je še vroče vrh vsega, ponavadi je to še čez klance, tam gor, ki jih je cel kup, pa itak nobenega ne razumeš, ker noben ne govori tudi za madžarsko,
Ti si bil leta 2015 na štartu te mogočne preizkušnje. Joj. Joj, ja. Kako pa ta preskok potem? To je pa že, to si pa jaz ne predstavljam, da bi šel. Po pravici povedano ne vem. Ne. Sem zasledil, takrat, da je to tekel Zajc, prvi pa Primožič. Nekako sem rekel, grem probat, pa čeprav sem od zadaj vedel, da je zelo majhna verjetnost, da bom do cilja prišel. Ampak jaz tek jemljem kot neke dogodivščine in nabiranje novih izkušenj. Ne glede na to, da je vsakič možnost, da bom odstopil. Ampak me to ne odvrne od tega, da bi vseeno probal. Ker če ne probaš, ne veš, da si tega zmožen. Takrat si prišel krepko čez 130 kilometrov, gledal sem si statistiko, začel si res izredno hitro, 6:0 še hitreje, prvo 100 si imel v 13 urah. To je za tak podvig, pa še, bom rekel, dokaj vroči klimi, kar lep začetek. Ja, zelo. In če tukaj dodava mojih malo teh trening kilometrov, je rezultat vrhunski na moje stanje. Tako da, Balaton me je ponesel. Verjetno me tisto vzdušje in tiste štafete so me nosile zraven. Tekel sem v bistvu z lahkoto, z nasmehom. Uno leto sem srečal tam tudi Rafa, ki so tekli v štafeti, in Marka Altnerja, ki me je v bistvu na 50 kilometrov vprašal, kako sem rekel, da nikoli bolj, in sem z nasmehom odlavil mimo. Tako da, tam sem si tudi noht spulil sam stran, dogajalo se je marsikaj, drugi noht je šel. Žena kot spremljevalka ni mogla gledati v tistem trenutku, sem mogel to sam narediti, pa sva prst zavila in je šlo naprej. Tako da, tudi Balaton je ena zadeva. Kdaj je bilo pa najtežji tam, ko si mogel pa potem priznati, premoč tej dirki, ali že kdaj prej, kaj se je dogajalo tam, po 100 kilometrov potem? Po 100 kilometrov se je zgodilo to, v bistvu, da je padla noč. Tisto leto me je spremljala samo žena v avtu. In v bistvu je bil skupek dogodkov tak, da ko sem bil jaz že zelo načet, ampak ne v taki meri, da bi odstopil, se je zgodilo to, da je žena v avtu sama čakala na tej kontrolni točki, kjer sem posledično tudi odstopil kar nekaj časa. In tukaj je še ena anekdota, ki se jo danes rada spomneva in se smejiva. V bistvu je stala na kontrolni točki in je spremljala luči. In vse lučke so šle naravnost, samo moja je migala levo, desno, ker v tistem trenutku sem hodil in ko hodim, mi zgornji del trupa miga levo, desno in v bistvu, ko je videla migajočo luč, je spoznala, da prihajam in je odleglo. Sama zgodba je pa bila v bistvu taka, da v trenutku, ko bi me mogla zbrcati naprej, se je v avtu zjokala zaradi tega, ker, kot si rekel, noben ne govori angleško. Prvič je bila na Madžarskem, tako kot jaz, sama v avtu, ni vedela do tistega trenutka, sem v redu, a nisem. Ljudje so že tudi ob cesti ležali, drugi tekači, tako da v trenutku, ko sem jo videl objokano, sem tudi jaz v bistvu padel in sem rekel, ok, zdaj pa ni vredno več, usedem se v avto, tam sem na kontrolni točki rekel, da odstopam in sva se odpeljala po drugi polovici, ker nisem odtekel, sva se odpeljala proti Šiofoku, kjer sva kamperala, tako da sem v bistvu videl cel krog, kar mi je pa ni še dost. Bom se še tudi na Balaton vrnil, kot si prej rekel. Šparto verjetno nikoli ne bom dosegel norme, ampak sprašujem se mogoče v smislu,
paraolimpijske zadeve, ampak oziroma para zadeve. Kar bo pa možno mogoče v kasnejših letih, ker bom mogoče si dal tudi proti koncu delovne dobe zračunati stopnjo invalidnosti, kar prej nisem hotel narediti, da me ne bi omejevalo to v vsakdanjem življenju, čeprav neke omejitve so bile. Tukaj spet lahko naveževa razliko med mano in ostalimi. Nikoli nisem šel za stopnjo invalidnosti, ker bi me to v bistvu pelal po drugi poti. Mogoče šola za počasne, mogoče ne normalna služba, mogoče tudi ne normalna družina, mogoče bi bil sam. In v tej fazi stopnje invalidnosti še nočem imeti, ker če bom mogel službo menjati, mi to ne bo v pomoč. Tako da v prihodnosti mogoče računam na to, da bi mogoče lahko na kako tekmo, ki si želim, prišel kot tekmovalec z omejitvami, ne? In bi probal. No, kar naenkrat je potem tukaj še cel kup novih možnosti. Bravo, vidiš, kot si rekel, ja, zadeve se šele začenjajo, ne, za Dejana Špoljariča. Deva se čisto za trenutek še ustaviti pri balatonu. Kje pa ti je bilo tako nasploh, si predstavljam, ure in ure tečejo, kaj ti je pri teh ultrah najtežje, mogoče to, da moraš biti na nogah pa ne spati, mogoče prehranjevanje oziroma za to, da zaužiješ dovolj kalorij, mogoče žulje si že omenil, puljenje nohtov tudi. Kaj je še takega, no, kar je bilo pa res mogoče hudo, vročina, mogoče dehidracija, kaj povem? V prvi vrsti največja težava so pri meni stopala. Zaradi same tehnike nepravilne, mogoče pridobim žulj prej kot nekdo drug, ker tudi po določenih kilometrih, ko se mišice v sklepih utrudijo, noga še malo drugače prestaja in tukaj je največji problem to. V bistvu nohte zgubljam kot po tekočem traku, vsakič kakšnega po kaki ultri. Tako da razmišljam tudi že o kirurški odstranitvi, ne. Sploh so palci problematični, ker zaradi mojega pritiska oziroma načina hoje so nohti na palcih deformirani, blago rečeno, in se vraščajo, tako da tukaj je največja težava. Vročina, dehidracija, prehranjevanje, ja, seveda, v nekem trenutku pridejo težave tudi zaradi tega, čeprav moram reči, da se do same dehidracije na nobenem teku ni prišel v taki meri, da bi zaradi tega odstopil. Prej so bile mogoče kakšne bolečine. Je pa res, ja, da si jaz pomagam tukaj na poseben način in da ko začutim, da sem dehidriran in da nisem bil že dolgo na potrebi, spijem pivo, ki požene delovanje ledvice, normalno ob zadostni količini vode še zraven, potem opravim zadevo, ne, in tudi vidim, koliko moram še piti, oziroma a smo na pravi poti ali ne. Ja. Samo prehranjevanje je pa tudi pri meni, nikoli ne jem gelov, to je moja posebnost, na nobeni tekmi in sem vedno na trdi hrani. Najraje prešana slanina, kaki ocvirki zraven, paradižnik, ja, to je to. Pivo, prešana slanina, ocvirki, mislim, ti si moj človek, no. Evo, zdajle sem dobil nov zagon, da se lotim kakšne ultre, jaz tudi namaram gelov, ja, pa tudi namaram preveč samo vode, ja, pa piva si nikoli nisem preveč upal privoščiti med tekom, no zdaj sem s tvojo izkušnjo pa s tvojim priporočilom za pasom bolj pogumen, ja, mogoče pa še grem na kakšno resno dirko na ta način. Prej so govorila o maratonih, ultramaratonih, včeraj sva se pogovarjala, bi si rekel, zdajle pride ta vikend Plitvički maraton, sem ga enkrat pretekel, ti moram povedati, kako je bilo, jaz ga že dolgo nisem. Imaš med temi maratoni poleg Ljubljane kakšnega res ljubega
recimo, če sem prej govoril o ultrah, kaj pa pri maratonih ti je kakšen res ostal v spominu? V bistvu so mi vsi, ne. Bom rekel, poleg Ljubljane so Radenci nekaj posebenega in iz tega razloga, ker so tako težki, ne. Vsakič, ko sem bil v Radencih, sem trpel. V Ljubljani še nisem tako trpel. Tako da ja, Radenci so posebna zadeva, ker je samo trpljenje in v bistvu ga bolj cenim kot ljubljanski maraton, ne, ker je definitivno lažji. Govorila sva ja pa o Plitvičkem maratonu, včeraj sem šel s Splita računati, sicer sem mislil, da sem drugo polovico hitreje odtekel, ampak če gledamo na konfiguracijo, v bistvu sem prvo polovico sem odtekel samo 10 minut hitreje kot drugo. In se mi je prvič v življenju zgodilo, da sem jaz v drugi polovici prehiteval sotekače. Ponavadi prehitevajo mene, tokrat pa mislim, da mene noben tekač do cilja ni prehitel. Tako da ja. Tukaj je pa še v bistvu igralo vlogo to, da je moja žena prvič tekla z mano, ona je odtekla polmaraton in sem v bistvu do 17 kilometra sem mogel teči z njo in na njeno pripravljenost je bila prva polovica v bistvu tempo med 6:15 pa 6:30. In se po klancu nisva hitreje niti spuščala. Mislim, da je bil maksimalen tempo 5:30 in mislim, da je prinesel to, v bistvu je pripomogel k temu rezultatu, da sem jaz v drugi polovici bil svež. Tako da, ja, Plitvice definitivno so zelo lep maraton, en maraton, na katerega se bom še vrnil, definitivno, ne. Ja, vidiš, govorili smo s kolegi o Plitvicah in celo bi šli letos na njega, če se ne bi poklopil pač s 12-urnim tekom v Kranju. Tako da, ajde, ostane za naprej, tako da, Dejan, bova na vezi, da reva skupaj tja. Enkrat jaz se spomnim, jaz imam kar traumatične izkušnje, tudi spomine od tam najprej dol, pol gor, pa spet malo dol, pa še malo gor, pa ja, edina dobra stvar, ki si jo spomnim s Plitvičkega maratona, da sem bil na 28 kilometru krofe. Ja, ne sprašujte, zakaj, to je bila res hecna reč. Dejan, če bi ti rekel, čas ni ovira, denar tudi ne, izber si katerikoli maraton na svetu, kam bi šel teči, evo. Ja, tukaj me vlečejo teli major maratoni, ne. Definitivno bi šel čez lužo, Boston ali New York, ni neke razlike. Tukaj po Evropi bi definitivno rad odtekel Berlin, London, pa mogoče na uno stran bi šel v Tokio. Tako da, ja. Časa bo vse več, denarja pa upam, da tudi, tako da v prihodnosti mislim, da ja, da bom se tudi do tja uspel nekako sfinancirati oziroma natrenirati, ne. Pa mogoče po 4 ure vse odteči. To so lepi cilji, to so lepi, ko se bova naslednjič pogovarjala v tem podcastu, ki jih boš imel za sabo, teh 6 majorsov, te bom vprašal, kakšno je tvoje povprečje, pa pol boš imel že 2 balatona, pa tako naprej, ne hecam se, upam, da jih boš imel, seveda držim pesti, jasno, ne, upam, da bom jaz vztrajal s tem podcastom, da me prej ne bom minilo, ali pa da ne bom na kakšen maraton, recimo v Radencih, spustil duše, kot sem skoraj letos. Ampak, Radenci so zato, da se potrdiš kot maratonec. Tako da, dobrodošli tudi tja. No in če smo že pri teh, bucket listah in podobnih, kaj pa pri ultrah, poleg balatona, kam bi šel, če bi ti en rekel, zdaj izber kjerkoli ultra na svetu, imaš vse pokrito, na štartu si lahko čez pol leta. Kaj bi izbral? V bistvu tukaj nimam nekih, bom rekel, visokih ciljev. Mislim, da razdalja 200 kilometrov je zame tisti plato, ki ga bom probal doseči, kaj več pa ne verjamem. Tako da definitivno balaton bo še na moji listi. Vleče me na Passatore, vleče me na nočni bil, ker kot nočna ptica bi rad nočno 100 oddelal. Tako da ja,
tukaj v bližini je teh par zadev, ki so mi dosegljive finančno in v zelo kratkem času. Tako da verjetno bo to. Super stvari so to, ja, vidiš, jaz tudi že desetletje nazaj sem imel resne namene tako z Bilom kot Passatorjem, pa se ni šlo, evo, pa mogoče zdaj si me pa ti mogoče zmotiviral, da bo šla pa skupaj se boriti na te zanimive stotke. Zdaj glede na to, da sem si tam prebeležil, da Dejan dela v Delu, pa zadnjič mi je fotko poslal, v tiskarni namreč, najbrž prvi v Sloveniji prideš do najnovejšega izvoda revije tekač.si in si že vse prebereš, pred vsemi ostalimi je tako. Ja. Sicer mi konkretno nimamo distribucije tekača, tiska se drugje v manjših tiskarnah, ker mi smo časopisna rotacija, ampak imam veze, imam prijatelja, ki dela v tisti distribuciji in mi te izvode pripelje. Tako da vsa leta že normalno berem tvojo kolumno v tekaču, tako da ja. In to prvi v Sloveniji. Evo, tako, ja. Sem pa vesel, ko jo dobim, ja, in jo preberem kot prvi. Mislim, to je redek privilegij, ja, ki ga ostali žal nimate. Evo, vidite, zdaj, tako, to je pa, Dejan ima tle prvi to šanso. Med tekom poslušaš daj kakšno glasbo, morda celo podcaste, ja, ali tega ne, ali takrat čistiš glavo, bolj ko ne pa poslušaš in kdaj drugič te zadeve? V bistvu do tvojega podcasta nisem poslušal nikoli nič. Leta 2009, ko sem začel teči, sem probal enkrat odteči en tek z slušalkami in v bistvu sem videl, da to ni zame. Najraj tečem sam s sabo, s svojimi mislimi in s tem, da poslušam okolico. Tako da zdaj se pa je zgodilo to, ja, ko je prišel tvoj podcast, da več ali manj vedno poslušam podcast po noči, ko ni prometa, ko lahko tečem tukaj okrog po naselju, v bistvu z glavo na off. Ja, in se v teh trenutkih pol lotem poslušanja podcastov. Tako da ja, edina stvar, ki sem jo poslušal, si ti in tvoji krasni gosti. Počaščen, kajvak, ja, gostje, brško ne tudi, ja, tudi sredi noči nas poslušajo. Evo, kar je super. Omenil si, da tečeš se pravi, okrog hiše, praviš, malo večji krog. So to tvoji najljubši tereni ali imaš kakšne druge, kjer najraje klepaš svoje, rekel, tudi ultraške treniške kilometre? V bistvu, ja, ta krog tukaj je moj najljubši trenutno, ker je osvetljen, ne zahteva, da imam sabo naglavno lučko, blizu doma je, če bi bila potreba po pijači, jedači in ostalih zadevah, ki nas v bistvu zraven tarejo. Tako da je pa ena izmed mojih ljubših, seveda PST, ki ga imam dosti blizu in sem ga prva tekaška leta tekel praktično vsakodnevno na razdalji 13 km, 6,5 do Viča in nazaj. In to sem tekel tokrat, da v bistvu sem se ga že naveličil. Moram reči, da ko tečem ultre in ko imam 6,5 km do cilja, imam pred glavo PST. To je pa tista stvar. Vsak od nas ima nek ljubi nam krogec ali pa razdaljo, ja, ki jo potem v maratonu probaš umeščati, tiste zadnje kilometre. Ja, pa pomaga ali pa ne, jaz si zmer rečem, ko na 40 bo vse dobro, prijem na 40, mi gre skoraj na bruhanje, tako slabo mi je. Ne? Pa rečem, 2 kilometra še ima to celo večnost. Ne? Ampak potem pomislim, da nekateri so še na 42 km še na polovici stotke niso, pa mi ko je boljše. Ja. No, se v bistvu mi ni, ampak to se hecam tele, malo Dejan, super pogovor je tole, uro četrtoma že za sabo, kot bi mignil, so tole naredila. Par vprašanj imam še zate, nujno mi moraš povedati,
Vem, da veliko pač tečeš, ampak se ukvarjaš še s kakšnim drugim športom. Vem, da zasledil sem na nekih tvojih nastopih, da si za boksarski klub tekel, kot dečko si kar široko pleča, ne? Tako da s tabo ni češen zovati, ja, če bi te jaz srečal po noči, ja, te ne preveč izzival, ne? Ker imaš kar roko, s katero bi znal koga malo pobožati, če bi ti težil, hecam se. Si ukvarjaš, razen tega, da jih tu prekladaš, kot si rekel, kar težke tovore, tudi drugače še s kakšnim športom, morda z vajem za moč? Ja? Kot si že omenil, v bistvu vmes sem 3 leta treniral boks. In verjetno se letos jeseni vračam k boksu. Vmes je bila korona, ki je vse skupaj otežila pa prekinila, ker je bil klub zaprt pa odprt. Tako da ja, boks sem treniral kot dodatek. Čeprav spet govorim, trening je čisto ljubiteljski, amatersko se tudi več ne morem boriti, ker je omejitev 40 let. Starost, tako da vse, kar bom v boksu dosegel, je kak sparing z profesionalci v klubu, ampak to mi čisto zadošča. Je pa boks kot šport za nas tekače idealen, ker sama vzdržljivost, ki jo imamo, se pokaže v rundah, ne v prvi, drugi, ampak v tretji, četrti, peti rundi, odvisno koliko jih boksaš, se pokaže tista vzdržljivost in drugi padejo dol, ti pa nadaljuješ z enakim tempom. Ne? Tako da ja, ko sem boksal, so mi fantje pol rekli, da v bistvu je to, da sem zdržal tok rund neverjetno, ne? Ker ne vem, kako bi rekel, tiska boksa ni probal, ne ve, koliko naporno je 2 minute, kolikor runda traja držati roke v gardu, da ne padejo dol. Vmes pa v bistvu moraš delati na nogah in se premikati, ja, ni mačji kašelj. Ne. Je zelo lep, ampak težek šport. Ne. No, vidiš, zdaj si omenil boks, bi priporočal za take športe drugim tekačem, ne zgolj samo zaradi tega, ker imamo stamino, ki jo lahko izkoristimo, ampak tudi zaradi tega, da se ukrepimo ravno tam, ker imamo, ne vem, tekači največje probleme, v koru, v gornjem delu, v ramenih in tako naprej. Ti je to pomagalo, recimo, ja, pri tvojem teku, če so že pri tem? V bistvu, sam fizično, ja, mi je sigurno pomagal, ker se dela dosti na koru pri boksu, vaj za moč je ogromno za zgornji del, vrat se razgibava, kar v bistvu kot tekači pozabljamo. In bom rekel, ja, boks mi je prinesel večjo mobilnost v kolkih, večjo gibčnost, že zaradi samega načina treninga in jačanja kolkov. Tako da kombinacija boksa in teka pri meni se je izkazala za pozitivno. In definitivno, ja, se bom še vrnil k treningu boksa. Tako da priporočam. Ja, meni sigurno ne bi škodilo, ja. Morda kakšna vaja za moč, ja, pa se oziram po teh športih, vse se mi ne da, ampak mogoče bom začel boksati na stara leta, ja. Mi boš dal kakšen napotek, kaj pa, ne? Če se odločim za kaj takega, zdaj vem, kdo bo pa moj, recimo, mentor pri boksu. 3 otroke, vem, da imaš, 2 sta še manjša, hčerka Lana, sem jo letos spoznal na 24-urnem teku v Kopru, katerega majico imaš gor. Ja. Je pa kar navdušena tekačica, tudi atletinja. Kje se je pa ona navdušila? Se je pri očetu navdihovala, ko je toliko tekel in da je zdaj polnokrvna tekačica? V bistvu bom rekel, za enega največjih dosežkov, ki sem ga dosegel, in to, kar mi je tek dal, je to, da sem svojo hčerko navdušil za tek. In to si štejem za največ, kar sem lahko sploh dosegel. Tako da ja, upam, da bosta še moja 2 fanta sledila temu zgledu in da bomo tekli na koncu vsi. Tako da ja, če sem navdušil samo svojo hčerko za tek, sem že vse naredil. To si lepo povedal. Imaš ti, Dejan,
morda pa kakšnega tekaškega vzornika, poleg že omenjenih prijateljev, ki so te zvabili v to, kakšnega, ki te navdihuje, pa ti kdaj da kakšne dodatne moči pa zagona? V bistvu so mi vzorniki vsi, s katerimi se trenutno družim. Tako da ne bi šel v tujino, vem, da so super ultraši, ampak čist dovolj so naši tekači, kot je Nataša, Luka, Zajc, definitivno, ki ga tudi najdel od vseh poznam. Tudi veliko smo se družili na Four Maratonu, tako da ja, to so te naši fantje in so zame navdih in vzorni. Prav gotovo ti je kdaj že kdo dejal, Dejan Špoljarič, Špoljo, kot te kličejo, ti si pa res legenda, ti si mi pa še dodaten vzor, zato da tečem ali pa da se potrudim kaj bolj. Si dobil že kakšen tak feedback tam zunaj na terenu? Ja, to pa dobivam vedno. Sicer se vedno sprašujem, zakaj, ampak očitno je odgovor na dlani. Moram tudi omeniti Klemna, ker lani me je povabil na 12-urni tek, jaz sem bil pa v avtu, nisem do maja pretekel praktično nič. In potem sem od maja do avgusta naredil 300 kilometrov in sem šel na štart 12-urnega teka. Izključno zaradi povabila Klemna, ker je rekel, da sem pa jaz tak, da moram biti zraven. Nisem motil, ja, spomnim se te lani, mislim, da si, koliko kilometrov si lani tekel v Kranju? 71. Ciljaš letos, tole nedelo, ki prihaja, izboljšati rezultat najbrž, ja? Definitivno. Tako da vsaj 80 letos računam, glede na temperaturo, ko bo 30 stopinj, rad bi se pa zelo približil 100, tako da 90 mislim, da bo nekje realen cilj, glede na kilometre, ki jih imam letos v nogah, tako da ja, bo kako pivo manj vmes, pa malo več teka, tako da. Če si že omenil vročino, kako pa ti prenašaš vročino kot tako? Nekateri prav uživajo v njej, večina nas je pa takih, da ko temperature zrastejo čez 25, še dodatno trpimo. Kaj še imaš ti izkušnje s tem? Jaz sem tudi nekje tam, ja, do 25 bi bilo idealno, oziroma še kakšna stopinja manj. Bom rekel, da trpim, ja, seveda. Jaz sem kot toliko visok tekač, pa s tako maso sem že tako velik porabnik kalorij. Jaz porabim na 100 kilometrov, mislim na kilometer 100 kalorij, tako da to na 10 kilometrov je že 1000 kalorij, na 80 kilometrov je že 8000 in je vnos hrane in pijače enormen pri meni. Iz izkušenj spijem na 5 kilometrov vsaj, pa vedno premalo spijem vsaj 6 deci. Tako da ja, poraba tekočine je velika, v vročini pa še večja. In v bistvu je problem pol pri meni, ko je toliko vroče, da mi začnejo roke zatekati, ker je vnos pijače prevelik, oziroma soli zraven, ja, in začne malo zatekati. To je težava pol. In tukaj pol to spet rešujem s pivom, ne, z odvajanjem tekočine. Vedno znova se vrtijo okrog piva. Škoda, ker nimam nobenega, da bi si ga odprl, ker sline so mi prišle zdaj na usta. Bova pa v nedeljo potekel kakšnega definitivno, Dejan, prvo slovensko državno prvenstvo na 12 ure tudi v Kranju, tako da spoštovane, če vas do zdaj nismo prepričali, da pridete tja, pridite vsaj pogledati, pridite navijati, to bo res spektakel z znanimi imeni svetovnega ultramaratona, s slovenskimi, rekel najboljšimi tekači in tekačicami, pa z Dejanom Špoljaričem, ki ga imam tako v tej epizodi kot uvod, rečemo ta ultramaratonski vikend. Če zaključiva tale pogovor, dragi Dejan, veliko so govorili o teku, o psihični, fizični pripravi, tudi o odstopih, o tem, da imaš trdo kožo. Če za malo pri odstopi so najbrž sestavni del ultrašporta, to moraš akceptirati, če greš v to reč.
te morda odstop tudi naredi še mogoče močnejšega na končni fazi, ker vsak ultras, s katerim sem govoril, slej ko prej pride do točke, ker mora priznati tudi poraz. Ampak to je najbrž dobra stvar. Odstop je definitivno pri meni še večji del tekmovanj, ne? Ker sem rekel, z mojo kilometrino definitivno se zna zgoditi, da bom odstopil mogoče še prej kot ostali. Ne? Ni pa tudi meni odstop lahek. Jaz sem po naravi tekmovalen človek, nikoli sicer ne grem na nek časovni rezultat, ampak če si dam v glavo, da bi rad dosegel določeno razdaljo, če se le da, ne bom prej nehal. Ne? Čeprav moram večji del teka oziroma pol prireditve tudi prehoditi, se ne bom, če mi limit dopušča, se ne bom oddal do konca. Ja. So mi pa med leti tekači rekli v bistvu, da me občudujejo iz tega razloga, ker če je proga vroča in je sonce in če so oni na progi x časa, sem jaz x plus toliko časa na progi in sem pod temi težjimi pogoji še toliko več časa. Ja, in tukaj je mogoče ta faktor, da v bistvu še bolj trpim, ne glede na to, da grem počasi, da šparam energijo, ampak ja, prej sem omenil tudi Istro, ja, priprave, prehrana, oblačila. Zdaj se mi je zgodil sicer na teku trojke, začetniško napako sem naredil, da sem prišel v cilj z krvavimi bradavičkami, po moje prvič ali drugič v tekaški karieri. Ne. Mislil sem, da za 29 kilometrov ne rabim zaščititi in ja, sem imel kar bolečine. Ja, maraton in ultramaraton so super stvar, ker čisto vsakič odkriješ nekaj novega, in eno stvar večkrat te lahko boli, eno reč več, kot si jo lahko narediš. Super je, in če te sprašujejo potem sodelavci, zakaj to počneš, rečeš, a ste imeli že kdaj krvave bradavičke? Niste? No, evo, ta izkušnja meni ni prihranjena. Tako da, Dejan, to je bil super pogovor. Ko mi čakam, da se spet vidiva v nedeljo. Povej mi, ampak čisto za konec, zdaj Urso pa pol bo kmalu tega pogovora. Tam zunaj je toliko ljudi, ki razmišljajo, da bi začeli teči, da bi šli na maraton, morda dlje, pa se nekako ne upajo, ima cel kup izgovorov. No, in ti si dal vse te začetniške težave skozi, imaš cel kup zanimivih lekcij, ki jih lahko podeliš. Kaj bi rekel nekomu, ki pride do tebe, reče, Dejan, kako, pa zakaj naj se lotim teka, kaj bi mu svetoval? Ja, v bistvu bi svetoval predvsem to, da se posluša, ne posluša svoje telo. Zakaj? Ve pa vsak zase. Razlogov je nešteto in vsak ve, kaj ga v bistvu najbolj žene. Pri meni je to v bistvu v prvi vrsti bila mogoče trma, ker so mi celo življenje govorili, tega ne moreš, tega ne smeš, in v bistvu je še to en velik razlog, zakaj sem to sploh poskusil, da vidim, a zmorem. Ker sem celo življenje bil omejen v nekih športih oziroma nisem mogel sodelovati povsod kot polnopravni član. Tako da v teku sem pa to dosegel. Čeprav z omejitvami sem polnopravni član in mislim, lahko tekmujem ob boku najboljših. Ja. Kakšna zaključna misel, dragi Dejan, ostani taka legenda, ki si. Evo, jaz se ti res globoko zahvaljujem za tvoj čas in pripravljenost za tale pogovor. Super je bilo, jaz mislim, da so tudi gledalke in poslušalci uživali. Hvala ti res še enkrat. Super, hvala tudi tebi za povabilo. Sicer sem že ti prej omenil, da nekako ne mislim, da sodim k tebi, ampak ja, če obrneva zadevo na drugo stran, jaz se čutim sprejetka v tem svetu, tako da mogoče pa lih iz tega razloga, ja, da vidijo tekači, da smo tudi drugačni, lahko zraven. Ne? Še več kot to, Dejan, če kdo sodi v tale podcast,
si prav gotovo ti. Tako da mi je bilo čast in veselje. Spoči se, prosim, do nedelje, pa te spodbujam tudi na progi. Ok, hvala. Adijo. Pozdravi, Lano, se vidimo srečno. Živijo. Bom, hvala, adijo. Čau.